V svetu prodaje se v zadnjem letu ogromno govori o zaupanju. Salesforce, to je največja prodajna platforma na svetu, je naredil eno zelo zanimivo raziskavo, kjer je v bistvu na velikem globalnem vzorcu anketiral stranke, torej poslovne kupce, in jih spraševal, ali je zaupanje, ki ga oni dejansko gojijo do svojega ponudnika, v primerjavo z letom nazaj pridobilo ali izgubilo na pomenu. Rezultati so izjemno zanimivi. Kar 73% strank poslovnih kupcev je mnenja, da je zaupanje večje oziroma pomen zaupanja večji kot pa pred enim letom. Torej vprašanje je, kaj lahko zdaj mi kot prodajniki naredimo za to, da v interakciji s stranko zgradimo zaupanje na dolgi rok. Ali obstaja kak magičen trikotnik recimo, ki nam pri tem pomaga? Obstajajo gradniki. Namreč kaj je zanimivo? Če bi danes vprašali stranke, glede njihove percepcije zaupanja, torej koliko odstotkov strank menite, da bi na koncu interakcije odgovorilo, da ta oseba, ta prodajnik je zaupanja vreden. Število je relativno nizko, samo 18%, kar pomeni, da imamo tukaj veliko manevrskega prostora. Prvi vzvod, na katerem lahko delamo, je logika prodaje. To je kredibilnost in vaša zanesljivost. Torej, kaj lahko naredite z vašimi prodajnimi aktivnostmi, da v očeh stranke delujete bolj kredibilni in bolj zanesljivi. Drugi vzvod je bolj mehkejše narave, to je empatičnost. Kaj naredite za to, da stopite v čevlje stranke, da jih razumete, da jim prisluhnete, da veste, kaj so njihove bolečine, težave, kakšna je njihova situacija in potem temu primerno pripravite ponudbo. In pa tretji vzvod, ki je pa zelo oseben, je pa vaša avtentičnost. To je vaša osebna integriteta, to je vaš osebni stil. In če dovolj kvalitetno delate sistematično na vseh treh stebrih, ustvarite ta trikotnik zaupanja, zaradi katerega se bodo stranke vedno znova in znova vračale.